Živijo, David, se sliša? Živijo. Živijo, odlično te slišim. Se lahko v bistvu kar počasi začneva, se bojo verjetno počasi tudi nabrali. Mimogrede, tale space bo jutri na voljo, jutri zjutraj na voljo tudi na YouTubu, tokrat ne bomo streamali na YouTube, ampak bo pa zjutraj na voljo posnetek na YouTubu in seveda na vseh podcast platformah, tako da če ga boste zamudili, ga boste lahko tudi tam poslušali. Ali pa tukaj na seveda X-u, prav tako bo posnetek na voljo. In če imate kot vedno kakšna vprašanja, se lahko javite v živo, spodaj levo munček ali pa spodaj desno, lahko napišete kakšen komentar ali pa postavite vprašanje. Kot napovedano, beseda bo tokrat tekla o kolesarstvu. Mimogrede, v soboto, če boste imeli čas, en space na temo nogometa, nogometne reprezentance, začetka Lige prvakov. Danes se tudi igrajo, včeraj se je začela, danes se igrajo tekme, pa seveda še in njegovega začetka v Manchester Unitedu, težav, ki jih ima tam, pa bomo mogoče takrat rekli tudi kakšno o naših odbojkarjih, ki so se danes uvrstili, napredovali na svetovnem prvenstvu iz skupine in se uvrstili v osmino finala, kjer bojo v ponedeljek, če se ne motim, igrali proti Američanom. Odlična tekma proti Nemcem in mogoče bomo tudi o tem kaj rekli potem v soboto, ampak danes pa z Davidom topika kolesarstvo. Zagotovo ga poznate, njegov profil, tisti, ki spremljate ta šport, dosti o tem piše, tvita, govori in dela seveda tudi v tem športu zadnje čase. Ampak začniva, David, no, kar z mogoče napovednikom, če se strinjaš, tega svetovnega prvenstva, pa bova potem še malce pogledala za nazaj sezono naših kolesarjev. Me zanima seveda tudi tvoj pogled na to, kako uspešna je bila, in pa tvoje misli o samem svetovnem prvenstvu. Pa če začneva z svetovnim prvenstvom, tokrat v Ruandi, zanimiva destinacija. Mogoče veš, kako je prišlo do tega izbora. Če bi kar za začetek vprašal. Kako je prišlo do izbora, ne bi vedel, ampak predvsem Ruanda je že dolg časa tako, bom rekel, kolesarsko jo spodbujajo. Bilo je veliko nekih akcij že pred leti, da so zbirali kolesa za Ruando pa dol. Tudi bom rekel, da je Ruanda ena bolj afriških kolesarskih držav. Če je sploh kakšna afriška država res na kolesarstvo, ampak Ruanda je zagotovo ena bolj navdušenih nad tem. In zdaj so podelili, je pa to ena prvih večjih tekmovanj v katerem koli športu v Afriki. Tako da logistično je po moje to ful zahtevno. Tudi tukaj ekipe pravijo, nobena ni prav zadovoljna, oziroma reprezentanca. Sem bral, da avtobusi in ta spremljevalna tega nič ni. Pač na teh prvenstvih, tudi recimo, če je v Avstraliji prvenstvo, ne vozijo ekipe dol svojih vozila, jih tam najamajo. Ampak recimo v Avstraliji ni problema, pa v ZDA najeti avto doma ali pa prirejenih vozil. Tle v Afriki pa to malo težji. Plus to, da sem slišal, da teh težjih vozil ne smejo sami voziti, tako da morajo v bistvu najeti še šoferja. Ja, se pravi, je prepovedano imeti. A to velja tudi za spremljevalna vozila na dirkah? Ali? Mislim, spremljevalna. Za ta vozila razna, recimo avtobuse, avtodome. Tovornjaki, ki imajo ali servis ali namestitev za kolesarje, ta vozila ne morejo voziti ekipe same, oziroma morajo biti. Ja. Zanimiva destinacija. Več kot očitno želijo spodbuditi ta šport, razvoj tega športa v Afriki, na celem kontinentu. Ker mislim, ta Binyam Girmay, on je iz Eritreje, da kot najboljši. Pa sem bral, da je Kenija, Eritreja, mogoče, da so celo kolesarsko bolj razvite, kakšna Južna Afrika, verjetno tudi. Ampak izbrali so pa Ruando, ki si sam omenil, da vlagajo, ampak
Ne vem, koliko je pa razvit tam kolesarstvo. Mislim, razvit v smislu vrhunskih športnikov ni, ne? Mislim, tako govorim na nivoju evropskih reprezentanc. Se pa razvijajo, so vsem to dosti velike države. Bolj je problem ta logistika, sej ostalo ni tak problema, ne? Tudi te države vedno najdejo denar za prvenstvo organizirati. Kaj pa infrastruktura, ceste pa to? Ceste, kot sem slišal, so v redu. Problem so bile, da so bile neočiščene na tistem turu, na tedenski dirki, ki je bila letos v Ruandi, je bil problem umazana cesta, ampak to naj bi zdaj za prvenstvo spucali, se pravi sprali to cesto. Drugače so pa ceste čisto solidne, tukaj pravijo. Celo nekaj vmes je tlakovanih delov na tem krogu, ki bo na svetovnem prvenstvu. Tako da pravijo, da je čisto zadovoljivo. Bolj je problem ta, bom rekel, logistika izven dirke, namestitve, hrana. Recimo s hrano so imeli velike težave ekipe, so tudi tuje in tudi je, da tudi naši, ne vem, vodo dol pošiljajo, ne. Nimajo dostopa do čiste vode ali kaj, ne? Mislim, tako je, že na evropskih dirkah rata problem recimo z ledom. Če je na turu zmanjkuje ledu in ekipe že dolgo naprej najemajo cele tovornjake za izdelavo ledu, da imajo dosti ledu za dirke. Se pravi, tlele je pa še problem s to vodo, plus bo tudi težava po moje z ledom, ker je treba biti zelo previden pri teh kolesarjih. Sej za običajne ljudi ni problem, ampak sej sami vemo, če gremo, ne vem, v tretji svet, kako hitro fašamo kakšno trebušno virozo in tega se pa ne morejo privoščiti te največje ekipe. Zato bojo večinoma vodo palale s sabo ali pa so jo dol že rezervirali pa poslali logiste dol, da so to vodo nabrali skupaj. Misliš, da lahko te problemi potencialni z logistiko, da bojo vplivali močno na samo dirko, na dirkače, ali bomo to šele videli, kako bo na koncu? Mislim, to bomo še videli, če kakšni zapleti. Čeprav, ko je bila ta dirka po Ruandi, nekih posebnosti ni bilo. Bo pa slovenska reprezentanca recimo sabo peljala svojega kuharja in bo tudi v tem hotelu, ki bojo nastanjeni, bo ta ekipni kuhar prevzel kuhinjo. Tako da logistično je sigurno veliko večji zalogaj, kot pa biti v nekem, ne vem, v Švici, na dirki. Ja, lani je bilo svetovno prvenstvo v Švici. Kakšne so pa temperature zdaj tam? V bistvu nisem videl, da bi kaj o tem pisali, tako da verjetno so zmerne, niso kakšne strašno visoke poletne temperature. Googlaš, vidim zdaj. Tudi jaz nisem zasledil nobenih informacij, da bi kaj omenjali posebej temperature ali pa težave s tem tam, tako da verjetno ne bo to kakšen faktor, ali misliš, da je lahko? Ja, jaz pojma nimam sploh, kakšen je vreme v Ruandi zdajle, ampak noben ni nič govoril o kakšnih posebnih razmerah, tako da jaz mislim, da bo temperature čist take zgodne jesenske oziroma podobne, kot so v Evropi. Ja, če prav vidim, so zdajle podobne temperature tam, kakor pri nas, med 24 in 17 zjutraj in čez dan, 24-23 stopinj. Ja. Čez dan, tako da idealne razmere. V bistvu idealne razmere, ja, za kolesarje so to. No, iz tega vidika bo to super. Pa si hotel kaj še dodati? Ne, tudi sama trasa ima kar lepo nadmorsko višino, tako da to se dogaja v bistvu vse na 1400 metrih. Tako da zelo zanimiva, ja, se o tem bo še kaj rekla. Ja, in po moje, da temperature prav zelo visoke ne bojo na taki višini, v vsakem primeru. Ja, tam zna biti na spustu celo hladno, mislim, zna biti celo biti potrebna kakšna ja, ampak se tudi, recimo lani Švica ni bila vroča, tako da iz tega vremenskega mislim, da ne bi smelo biti kakšnih posebnih
zapletov. Ja, bo ten karton, ne vem, če bojo kakšni navijači imeli kartonske napise, pa jih bo treba tudi resno spustiti, ampak grejo pogledati zdaj to našo reprezentanco, res izjemno močna zasedba se tja odpravlja. 19, če sem prav videl, če štejemo zraven še mlajše člane, mladince, mladinke, mislim, da med mlajšimi članicami ni nobene punce, ni med članicami. Ne, imamo eno članico pa eno mladinko. Ja, med članicami je pa samo Urška Žigart, ampak bo tudi o tem kakšno rekla, ampak greja najprej pogledati cestno dirko in zasedbo, ki jo bomo imeli tam, po mojem ena od najmočnejših, no, Pogačar in Roglič seveda, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumar. V bistvu edini, ki manjka, ki ga bomo pogrešali, je Jan Tratnik, in če sem prav slišal selektorja, se še vrača in še ni v formi in je to razlog. Ja, čeprav smo videli, da v Kanadi je Jan že kar v formi, ampak jaz mislim, da je on toliko malo dirk odpeljal za svojo ekipo, da enostavno ne more takoj, ko se vrne, iti spet dirkati za nekoga drugega. No. Tako da mislim, da bo zdaj on probal čim več dirk odpeljati še za svojo ekipo. Ja, njega bomo pogrešali. Vemo, da je bil izjemno pomemben člen v reprezentanci že v preteklosti, ampak še vedno, ta imena, ki sem jih omenil, zagotovo ciljamo na najvišja mesta, seveda s Pogačarjem in tudi Rogličem. Mislim, pa šansva mogoče pride do medalje na cestni dirki. Ja, zdaj, a to misliš oba naenkrat do medalje? Mislim, oba naenkrat, da sta oba na koncu na zmagovalnih stopničkah, to mislim. Mislim, sigurno obstaja opcija, ampak jaz mislim, da je to zelo malo verjetno, ne? Ker bo zelo težko bo že za Pogačarja, da mu pripravljajo dirko, tako kot jo on rabi, ne? Ker lani je bilo malo lani je tedaj šel malo na presenečenje in jih je presenetil, letos bojo vsi dirkali proti Tadeju. Tudi da tlele mogoče lahko Primož išče svojo priložnost, ampak zagotovo, in tudi prav je tako, glede na formo Tadeja je treba delati za njega tudi. Ne? Se pravi, ostali vejo, zakaj grejo Tadeja pripeljati v neko pozicijo, ki bo lahko naredil uspeh. In bojo pa vsi dirkali proti njemu. Tako da bi pol oba, Tadej in Primož prišla, jaz mislim, da je to zelo malo verjeten. Kako pa misliš, da bo sodelovanje v ekipi zdaj, a bo Rogla delal potem za Tadeja tudi na dirki in po svetu? Mislim, zagotovo ima tudi on kakšno motivacijo doseči na tem prvenstvu, in če se pojavi ta možnost, kako misliš, da bo taktično zdaj Muren vse skupaj postavil? A misliš, da je ta kemija v ekipi dobra, da bojo dejansko vsi delali samo za Tadeja, ali bi lahko tukaj kdo šel in business for himself? Mislim, Rogla, recimo. Mislim, vse Primož je bil že lani v Švici s Tadejem. Jaz tle ne vidim nobene dileme. Primož niti najmanjši problem, če bo situacija, mu ne bo delati za Tadeja. Lani Rogla ni bil pravi, zato mogoče, letos se zdi v boljši formi in vsaj na tej točki. Je bil v boljši formi, samo tudi Primož je realen. On ve, v kakšni formi je pa Tadej, recimo, že celo sezono, ali 2 sezoni zdaj že. In mislim, da ni dileme, da bo, če bo šla situacija, bo Primož pomagal Tadeju, oziroma če bi karkoli drugega, sem prepričan, da bi tudi Tadej Primožu. Tako da v tem, bom rekel, v vzdušju v ekipi Tadej pa Primož skupaj, to se mi sploh ne zdi problem. Tako. Ne, se ne problem, ampak vem, da taktika bo v osnovi taka, da je treba dirko obdržati skupaj do tistega klanca. Zdaj niso še veliko govorila o sami trasi. Trasa, izvoli, kar povej. Zdaj ne vem točno iz glave, koliko krogov, to so mestni krogi in tle v tem Kigaliju. In mislim, da je 8 krogov, potem imajo pa pogrejo pa ven iz mesta in grejo na ta vzpon na to goro. Kaj pa zdaj ne vem iz glave, kako se ji reče.
Ja, je pa Mount Kigali. No. V glavnem, in to je samo en ta vzpon, malo daljši, in potem takoj za njemu nekih kratkih vzponov, potem pa pridejo spet nazaj na ta mestni krog. In jaz pričakujem, da na tem delu se bo še začela ta prava dirka. Ne. Do tam je pa treba nadzorovati vse skupaj. In zdaj, če bo vse tukaj mora biti v smislu, da ne bo padcev, bi mogla biti tedaj pa Primož Uba še na tem ključnem vzponu zraven. Pol pa treba odgovarjati na ostale oziroma napadati, če se bodo za tako odločili. Kako dolg pa je ta vzpon na ta Mount Kigali? Pa a so kakšni manjši vzponi tudi na teh krogih po mestu? Ali je to v glavnem ravnina? Ne. Noter je zdaj Muran je rekel, da je podoben Flandriji. Se pravi, skozi so strmi, kratki vzponi, ulice, zavoji. Ni pa nobenega, tako bi rekel, krog je lažji, kot je bil lani v Švici. Na ta vzpon, ki grejo, je pa to 5 km dolg vzpon z nekama 2 rampama po 10%. Pošteno. Koliko dolge pa sta te dve rampi? Ja, tam po 1 kilometer. Pošteno. Pol pa obstaja še en, se pravi, oni mu rečejo ta Mount Kigali, ki je pa v bistvu dolg samo 300 metrov, ampak je na enem delu čez 16% naklona. Lepo, to bo zanimivo. Tako da krog ima skozi, s tem, da en vzpon v tem krogu je pa celo iz tlakovcev. Oziroma, ne vem, kakšne imajo te Afričani tlakovce, pač ni asfalten krog, ni asfalten klanc. Predstavljam si, da tlakovci verjetno nekaj podobnega kot Paris-Roubaix. Najbrž nekaj dosti drugačnega. A misliš, da je? Paris-Roubaix ima specifične tlakovce. Isti stil tlakovca si predstavljam. Ja, tlakovci se veš, da so veliko različnih. Lahko imaš tako, kot smo navajeni Slovenci, teh majhnih kockic. Ja. Medtem ko recimo Paris-Roubaix so skale, to niso tlakovci. Me prav zanima, kot jih mi poznamo. Tako da to bomo videli. Nisem niti gledal, verjetno tudi obstajajo kakšne fotografije teh cest. Ampak po takem opisu je recimo to idealna trasa za Pogačarja. Je pa tako treba vedeti, da sama dirka je dolga skoraj 270 km in je to do izčrpavanja. Tako da kakšnih zgodnih pobegov ne boš pred tem vzponom na ta Mount Kigali, verjetno. Mislim, sigurno bo šel jutranji beg, bo šel, že iz, ne vem, svetovno prvenstvo je specifično. Iz navade. Ne, specifična dirka je to. Če pogledaš startno listo, je veliko kolesarjev izven svetovne serije. In oni vejo, da ne bojo s Tadejem vozili na 250 km. Tako da za mrskešno reprezentanco je čist pač cilj, da grejo v jutranji beg in se pokaže na televiziji. Ja, to je bolj simbolično na koncu. Mislim, taki ne bojo na koncu nič dosegli, se ne morejo do seveda konca ne, ampak beže. Na splošno je fajn, da imamo letos močno ekipo, ker bom rekel, ta grupa bo dokaj majhna, ki bo šla daleč. In tokrat bo očitno pa še toliko bolj pomembno, da bo ta skupina naših kolesarjev delala skupaj in ves čas. Ja, predvsem, ne vem, Mohorič mora dolgo zdržati, Govekar, Lukač je v formi, Novak pa je zdaj v veliko boljši formi, tako da ta jedro ekipe bi mogel zelo daleč iti s Tadejem, pa Primožem tudi. Medtem ko, ne vem, Gal Gliver pa Matic Žumr pa Jaka Primožič bojo pa probali pomagati v začetku dirke. Tudi ne vem, kako Mezgac ali ga bojo izkoristili v začetku za nadzorovati, ali ga bojo probali spraviti čez kakšne klance. A na svetovnem prvenstvu je dovoljena komunikacija, radijska povezava z kolesarji? Ne, ni. Ni, to se mi je zdelo, tukaj ni dovoljena. In kako tukaj potem poteka ta komunikacija? Ja, iz avta,
A je treba, nekdo mora iti do avta in potem Iz sporočiti avta, ja, ostalim. ali pa potem na ukrepnih postajah, ki delajo kroge na ukrepni postaji, lahko daš neke informacije. A ne? Ampak mislim, da to ne bo neki bistveno vpliva, to so vsi navajeni dirkati tudi na ta način. Bolj je to, da je dokaj majhen ta krog favoritov, pa da je v bistvu tudi izrazit favorita. Ne? Pa informacij, mislim, v tem primeru seveda nimaš informacij o ubežnikih, koliko so pred tabo, koliko zaostajajo. To pokaže tudi spremljevalno vozilo organizatorja na motorju, skozi kaže. Imajo to informacijo. Ja, skozi kaže, koliko so, se pravi, časovni razmaki, pa kdo je v kakšni skupini. Oziroma, koliko jih je, če jih je veliko. In kaj misliš, kakšne možnosti ima, mislim, omenil si, Pogačar seveda cilja na zmago, na ubranitev naslova svetovnega prvaka, še eno leto v mavričasti majici si želi zagotoviti. Mislim, da to tudi ni dosti mu uspelo, še posebej ta double z turom zaporednim dvakrat in ubranitev svetovnega naslova. Mislim, da bi postal celo prvi kolesar, ki bi mu to uspelo, če se ne motim. Ja, to možno, to ne vem. Če je še zmagovalec tura v branu že svetovno prvenstvo. Dvakrat v branu tur in v branu svetovno prvenstvo. Če je to Eddy Merckx, drug pa dvom. Mislim, da ni. Če sem prav bral za sledom, mislim, da lahko je še en zgodovinski mejnik, ki ga lahko Pogačar da. Ampak kaj pa misliš, glede na bo kar močno svetovno prvenstvo in glede na jakost ostalih reprezentantov, kdo misliš, da bo predstavljal tisto glavno nevarnost Pogačarju in seveda naši reprezentanci? Ja, zdaj, jaz mislim, da bo Remko, en glavni konkurentov, čeprav stavnice več stavijo na Del Tora, ker pa mislim, da Del Toro ima enostavno prešvoh ekipo, pa zmagoval je zdaj dirke v Italiji, ki so v bistvu nižjega ranga in je s tem nekako stavnice malo obrnil, da ga previsoko rangirajo. Bi pa rekel, da ima Del Toro veliko možnost za medaljo, recimo. Sploh, ker se zna zgodi, da bo pomagal Pogačarju. Misliš, da bo pomagal? Ja, za Del Tora, bom rekel, bi znal pomagati Tadeju v zaključku dirke, ker ima tako slabo ekipo, da bo mogel sodelovati, da bo iskal zaveznike. Da bo iskal zavezništvo in pri Tadeju, recimo za eno Mehiko, biti recimo drugi, a ne, je zelo velik uspeh. Tako da jaz mislim, da Del Toro je pripravljen zamenjati pač pomoč za medaljo, no, tako nekako. Tako da že iz tega vidika mislim, da Del Toro ni glavni tekmec Tadeja, tako bom rekel, za zmago, za biti svetovni prvak. Ker Remko bo šel na vse ali pa nič. Ja, Remko je verjetno tisti glavni konkurent na tej dirki. Zagotovo bo z njim bil tisto največjo bitko. Kaj pa ekipa, misliš, da bojo tudi tam imeli ekipo, ki bo na koncu recimo delala za Remka? Mislim, tle vidim, da ostale ekipe bojo predvsem probale izmučati slovensko ekipo. Noben si ne želi nekega lead outa za Tadeja na klanc. Tako da jaz vidim večji zalogaj to, da bojo, ne vem, naši uspeli pokriti kvalitetne kolesarje drugih reprezentanc, ki mogoče niso A opcija ali pa prva A opcija. Ne vem, teh kolesarjev pa kar nekaj, ki so sposobni se odpeljati in z neki prednosti priti pred tistimi favoriti do cilja. Tako da se mi zdi, da to bo največji zalogaj za naše. Ker zdaj si bomo želeli prvič do zdaj verjeten dirko držati pod kontrolo. Ja, v bistvu bomo prvič v vlogi tazga, bi si upal trditi, kar izrazitega favorita. No, mislim, za končno zmago.
In seveda bojo imeli tarčo na hrbtu, kot si rekel, vsi bojo naše napadali na tej dirki in mogoče tudi naredili zavezništvo z drugimi ekipami, z drugimi reprezentancami proti naši. Zagotovo lahko tudi kaj takega verjetno vidimo. Ja, sigurno. Sploh če bo dosti kmalu šel kakšen kvaliteten beg, lahko postane hitro nevaren, če naši ne bodo mogli pokrivati. Ker avtomatično, ko bo imela reprezentanca nekega dobrega kolesarja v begu, ne bo več hotela pomagati v glavnini. Razni outsiderji pa tudi ne bojo pomagali, zato da jih bo na koncu Pogačar se jim odpeljal. Tako da tle bo veliko dela na naših, da to upravijo. Ja, Belgijci bodo imeli močno, zdaj gledam njihov roster za to prvenstvo in zagotovo. Ja, Belgija, Francija, Anglija, Danska s Kilmozejem, recimo. Pomaš pa take, rekel, proste... Jonasa ne bo, drugače bojo tudi Danci. Jonasa ne bo, ampak je s Kilmoze za take trase še bolj nevaren. Pomaš pa proste strelce, ne vem, Carapaz, Bernal, ki so lahko, Carapaz je tako postal olimpijski prvak, se pravi, so ga spustili malo predaleč in je šlo do konca. Tako da ni vse samo v teh, bom rekel, favoritih. Ja, zna biti zelo taktična dirka, verjetno tole, ogromno taktiziranja med samo dirko. Ja, čisto vse smeri se lahko obrne, ampak v Švici lani smo tudi mislili, kako bo taktično na koncu šlo pa v bistvu na surovo moč, pa kdo preživi z njemu. In ne vem. Tega verjetno letos ne bomo videli, ali misliš, da je tudi to scenarij? Pogačar je tak norc, da se lahko spusti z verige, če začuti. Jaz mislim, da če bo začutil, da stvari niso več pod kontrolo, da bo šel pač to reševati tako ali pa drugače. Tak občutek imam. Ker mislim, da se zaveda, kako je močen in ne bo šel, se pravi, ne bo čakal nekaj na konc dirke. Če bo enkrat videl, da stvari niso pod kontrolo, mislim, da bo tako na ostalih dirkah enostavno probal iti in rešiti zadevo. Ja, ne bo čakal, nima te potrpežljivosti. On, če vidi, da zagusti, potem sproži in gre na vse ali nič. In zna biti zelo zanimiva dirka, ampak je v bistvu še pred cestno dirko, ki naslednji vikend se začenja, ampak že v nedeljo se pa začenja kronometer, kjer bo tudi on odvozil in verjetno tudi tukaj z Remkom bil tisto glavno bitko. Mislim, da je to nekaj, kar se zdaj že veseli. V bistvu je rekel, izvoli. Ja, v nedeljo je kronometer, moški. In tle sta v bistvu Remko pa tedaj praktično edina pretendenta za zmago. Rogla ne bo šel na kronometer, to lahko še omenimo. Rogla se je odločil, da ne gre, ampak... A misliš, da ker imamo kvoto 2 mest, pa nisem prebral, nikjer nisem zasledil, da so zapolnili že to kvoto. Zakaj ne bi dali še kakšnemu od naših priložnosti na kronometru? Tega nisem čisto razumel. Glede Rogliča je za moje pojme škoda, da ne gre, ker teren je narejen za njega. Zakaj pa ne gre? Rekel, da se je premalo pripravljal. In jaz mislim, da on pri sebi ve, da ne bi mogel konkurirati recimo Remku ali pa Tadeju, ni mu pa, da bi šel, ne vem, na 3., 4. mesto štartov. Ampak jaz mislim, da z malo sreče bi lahko imeli 2 medalje, kar bi bil izjemen uspeh v kronometru. Kar se pa tiče, kaj so že prej se pogovarjala? Če bi kdo drug sam, sem to vprašal, še mogel za kronometer, Recimo Moho, zakaj ne bi njega poslal na kronometer? Mohorič... Vem, da ni na njemu pisan na kožo, ampak... Pa ne, to so preveč izkušeni, bom rekel, v narekovajih prestari, da bi se šli zajebavati na dirko. Niti nimajo interesa, niti se premalo trenirajo na teh kronometrih kolesih, ni to tako enostaven, da preko se grem sama upeljati.
in se ne počutijo vrhunske v tej disciplini. Da bi pa kakšnega mlajšega poslali, pa ta težava enostavno s tehniko oziroma z opremo. Ker imajo vsi, ki niso, bom rekel, v samem vrhu, imajo nekonkurenčno opremo. In že z tega vidika ne morejo konkurirati na dirki. Ti si verjetno mislil, da bi poslali nekega tako, ali mladega. Ja, da dajo priložnost enemu od mlajših, da se dokaže, mogoče umrzela. Zakaj pa ne? Zdaj umrzel dirka v U23, ne vem, če sploh mogoče, da gre on pol na... Ni možno ga v obeh kategorijah starostnih poslati. Ne, to ne. Ampak tudi umrzela, ne, on še opreme na nivoju Pogačarja, Primoža, Tratnika. Ne. Ampak, priložnost za enega tazga mladega kolesarja, jasno je, da nima konkurenčne opreme, ampak že sama priložnost na svetovnem prvenstvu, izkušnje, ni to vse koristno? Mislim, oprema je tak razkorak med opremo, da bi rekel, da greš igrati v Gojzarjih nogomet. Ja, si govoril, svetovno prvenstvo, tukaj je dosti tudi, kaj bi rekel v navednicah, egzotov zraven, pa zagotovo ne bi umrzela z njegovo opremo med te prištevo. Čisto se mi zdi, nič ni za zgubiti, no, mislim, če že imamo ta 2 mesti, zakaj jih ne bi zapolnili malo enemu. Ne vidim slabe strani tega. Mislim, što se to, da imajo kolesarji že tako preveč tekmovalnih dni, in drugače, recimo, za vse te kolesarje bi bila 15-terica čisto dosegljiva, ker mislim, da po 15. mestu praktično ni več neke konkurence, ne? Ja, zato sem mislil, in to na koncu 15. mesto rečeš na svetovnem, pa izkušnje dodatne. V kolesarstvu nič ne pomeni. Mislim, je vsaj izkušnje. Nič ne pomeni, govorim tako, tem, ki so že neki dali, ki so, ne vem, bom rekel zdaj primer, Moho, ki je že zmagal etape, Grand Tourov, ni interes, da se bo vozil na 20. mestu na svetovnem prvenstvu v kronometru, ali pa 30. Pa tudi tako, sam kronometer ni lahek, na njega se treba pripravljati in več ali manj pa te kolesarji si ne vzamejo čas oziroma nimajo časa, da bi posebej se specializirali še za eno dirko tako. Ja, energija, to je edino, kar seveda lahko pobere, ampak se na koncu tudi en teden med tem kronometrom pa potem cestno dirko, cestnimi dirkami, ki se začnejo potem naslednji vikend. Tako da časa za regeneracijo bi morali biti dovolj. Mislim, meni se čisto, ko sem videl, da imamo še eno dodatno mesto in da ga nismo izkoristili, se mi zdi, seveda se strinjam s tabo, najbolje, če bi Rogla se seveda odločil in bi odvozil ta kronometer tudi, ampak zakaj pa ne kakšnemu mlajšemu dati priložnost? Ampak če praviš, da tudi recimo v primeru Mrzela ne bi mogel med mlajšimi člani in med člani potem tekmovati, potem dobro, to je že ena omejitev, ampak ne vem, no. Razmišljal sem, da se veš, jaz vedno rad vidim pomladitev, pa da dobijo priložnost mladi v različnih športih čim prej. Sam tle po večini se ni več težava dobiti priložnost in noben več ne vidi v tem, v bistvu v sodelovanju. Mogoče je bilo to pred leti še, da se nam je fajn zdel, zdaj pa so apetiti, ne vem, bom rekel, gledalcev, pa tudi samih kolesarjev tako visoki, da jim ni v interesu. Mi počastijo, hočeš reči, da mi malo počastijo se sam voziti zraven. Ja, tako nekako. Zdaj nismo več tisti, ki hočejo samo biti zraven, ampak smo zraven, če bomo zmagali.
Ja, ne, se to je pa tudi zanimivo, ker sem omenil tudi med Eurobasketom, preden smo proti Belgiji igrali, nek košarkar bivši, ki živi v Belgiji, rekel, da ga ne bo presenetilo, če bomo čez 10 let mi bolj kolesarska nacija od Belgijcev, Belgijci pa bolj košarkarska od nas. Tako da definitivno, mislim, seveda se obrača vse v športu, ampak priča to o tem, kakšen napredek je kolesarstvo naredilo pri nas, ampak če nekako zaključiva ta kronometer, potem misliš, da tukaj je samo vprašanje Pogačar in ko misliš, da se ne more noben umešati v dvoboj teh mastodontov, če tako rečem. Mislim, siguren je, ne vem, Jay Vine je lahko hiter, Del Toro, so vmes kolesarji, ki so hitri, ampak Arensman smo videli na turu, je bil odličen na klanca, ne. Ampak mislim, da prav za zmago imata samo Remko pa Tadej. Zdaj, kdo bi imel boljši dan, mislim, da bo na koncu med njima odločalo vse, pa kdo bo brez zapletov, ne, tako. Ja, če ostanete na kolesu, bi bilo res gromozansko prečenje, če nista one dva na koncu prvi in drugi. Ampak ja, nikoli ne veš. En dan, mogoče slabši dan, pa lahko tudi do teh, ki si jih omenil, mogoče preseneti. Ja, pač kolesarstvo je še vse, ne zmaga vedno najboljši, a ne, tako da sigurno imajo tudi ostali možnosti, ampak prav za zmago ker malo dvom, da bi imela oba slab dan, in Tadej in Remko, a ne. Razen, če bi bile neke vremenske neprilike v smislu, da se vreme spremeni med samo dirko, a ne, ali pa mehanske. Ja, pa mehanske. Ampak spet dvomim, da bi imela oba težave, no, tako da. Ja. Če gre pogledati med članicami, kjer bomo imeli samo Urško Žigart na cestni dirki in v vožnji na čas, kaj misliš, kakšne možnosti ima? Tukaj pa res ne poznam dovolj dobro konkurenci, čeprav vse najboljše kolesarke na svetu bojo tam. Tudi videl sem prej v belgijski ženski reprezentanci, imajo zelo močno zasedbo, ker sem gledal, kdo bo za njih nastopil, ampak vsa najmočnejša imena ženskega kolesarstva bojo tudi tam, tako da, kaj misliš, kaj lahko Urška naredi na tej cestni dirki in kronometru? Mislim, ženske pridejo praktično vse, ne. Nizozemke so močne, Španke iz Mavi Garcijo, tako da tle bo praktično vse najboljše pridejo na prvenstvo. Ne vem, siguren Urški ta proga ustreza, mogoče zdaj, kar sem slišal glede te tehnično zahtevnega kroga, pa tlakovcev, to Urški manj ustreza, ona je boljša na te tempo klance, ampak če bo skupina dosti majhna, se pol tudi ona zelo dobro pelje. Tako da jaz upam, da se čim prej naredi ena manjša skupina, mislim manjša, da se peloton zmanjša na neko normalno velikost, ker pol ona veliko bolj švoska, ni take gužve. Mislim pa, da bo mogla ona podoben, ker sem prej rekel za Del Tora, da bo iskal zništva, tlele vidim kot močno stran Urške, ker zdaj pač dosti časa tle v temu, bom rekel, v temu World Touru, da ima zništev, a ne, in tle bi ona lahko se dobro preklopila marsikakšni ekipi v smislu, da jo zraven vzamejo, a ne, na sami dirki. In kaj misliš, da je njen domet, mislim, kakšen rezultat je tisto, kar misliš, da bi bil uspeh zanjo, recimo na cestni dirki in na kronometru? Mislim, zagotovo je ona tako po specifiki sposobna deseterice, recimo. Zdaj, jaz mislim, da mora biti zadovoljna, tudi če bi bila, ne vem, v 20-terici, karkoli bo pa več kot med 10, bo to fenomenalen rezultat, a ne. Je pa tako, da tudi za ženske je to kar težka dirka in enostavno bo treba zdržati zraven. Ker bo šlo tle pri ženskah kar na izčrpavanje, ker dirkajo dosti, bom rekel, manj taktično kot moški, ali pa ne manj taktično, ampak drugačno taktiko imajo. V kakšnem smislu?
ženske se mi zdi, da še bolj na izčrpavanje dirkajo. Na moč, na način, ki zdaj mogoče, bom rekel, na rekovajih včasih dirka tedaj, ne. Enostavno, vsaka zase mora biti tako močna. Ni tako, če gledamo, ne vem, Vismo, Lizabaj, kako narekujejo tempo, kako probajo držati neko grupo. Tule pri ženskah se veliko prej gre ena na ena oziroma vsaka zase, ne. Jaz tule vidim priložnost pri Urški, ker je na klance res dobra, ne. Je pa tehnično malo slabša, tako da v velikih grupah se včasih izgubi in izgublja pozicijo za brez veze. So pa sigurno prve favoritinje, za moje pojme spet Nizozemke, tako kot vedno, a ne. Ja, daleč najmočnejša reprezentanca, tudi z najboljšo kolesarko na svetu in verjetno bojo spet naskakovali sam vrh. Mogoče celo več stopničk, kaj misliš, tudi to je možno verjetno pri Nizozemkah. Ja, pri Nizozemkah je tudi možno, da se toliko skregajo, da ni nobene stopničke. Tega pa nisem vedel. Zakaj? Slaba kemija v ekipi, konkurenca, so si konkurentke med sabo? Mislim, konkurentke plus še osebne zamere plus pač to res, te Nizozemke nimajo sreče s temi, bom rekel, reprezentančnimi akcijami, a ne. To že sam primer, a ne, Demi Vollering pa Ana van der Breggen. Ana van der Breggen je bila njena športna direktorica, ne. In sta se na smrt skregale. Zdaj bosta pa dirkale v isti ekipi, a ne. Te stvari, pač pri Nizozemkah je največja nevarnost, so ena drugi. Drugače pa za moje pojme je pa sigurno prva favoritinja Francozinja Ferrand Prevot, a ne. Ona je zmagala letos Tour in če je kar tako obdržala še formo, oziroma da bo sposobna ponoviti to formo, jaz mislim, da je ona prva favoritinja za to dirko. Ja, pa če pogledava še potem recimo mlajše člane, tukaj bomo imeli tudi zelo, močno ekipo, v bistvu celotno ekipo iz Tour de l'Avenirja, kot si mi povedal, tega mladinskega tura, in tam so se na nekaterih etapah kar dobro izkazali, no, mogoče smo celo malo več pričakovali, ampak omenila sva že Jakoba Omerzela, potem bo še Erazem Valjavec tam, Anže Ravbar, Jaka Marolt in Nejc Komac. Torej močna zasedba in verjetno, lahko na kakšno medaljo tukaj upamo. Kaj misliš, dosti se govori zdaj o Omerzelu, letos po odličnih nastopih na dirki po Sloveniji, 4. mesto, najboljši mladi dirkač, bela majica, je tudi osvojil ogromno hajpa. Kako bi v bistvu ocenjeval, tudi pri njemu bi te vprašal njegov nastop na Tour de l'Avenirju in kaj pričakuješ od njega in ostalih tukaj na svetovnem prvenstvu? Tako, zdaj Omerzel tle ni glavni favorit, ali pa da bi rekel v ožjem krogu favoritov, je pa sigurno dovolj dober, da pride tudi do medalje, če se dirka razvija v pravo smer, a ne. Valjavec recimo je isto na kratke klance, vrhunski, Anže Ravbar je vsestranski kolesar, tako da te trije v določenih pogojih imajo vsi lahko priložnost. Ko sem vprašal za Omerzela, mogoče je, nam rekel razočaral, mogoče je malo manj, kot sem pričakoval od njega na Avenirju naredil, ampak v osnovi brez tistih parih napak je tam, kaj je. Tam, kaj sem ga tudi pričakoval, no, tako bom rekel, nekje takoj za tistimi 5., 6. najboljšimi. In tudi tam je bil dolg časa, ne vem, v skupnem na 8., 9. mestu. Se pa vidi, da pri teh kolesarjih, ki so še, bom rekel, v 23, pa lih po mladincih, še nimajo izdelanih, oziroma še ne poznajo svojih teles do potankosti. Še ne vejo točno, kako narediti priprave, da dosegajo tiste vrhunske forme. To vidiš recimo pri Tadeju ali pa Primožu, onadva že točno vesta, recimo Primož je šel zdajle na višinske priprave, prav z namenom na svetovno prvenstvo. In
pri njegovih izkušnjah on točno ve, kaj mora narediti, da bo imel tisto vrhunsko formo, ko pride na dirko. Pri teh mlajših je pa to tako, da še probavajo, oziroma pol vidijo na dirki, letos sem pa malo v slabši formi, ne vem, ali je bilo preveč treninga, ali je bilo premalo treninga. Tudi iz tega vidika je kar težko napovedati, ne vem, bom rekel, da tisti kolesar, ki je bil pa najboljši na Avenirju ali pa na Baby Giru, bo pa tudi tle na svetovnem prvenstvu. Omrzel je zmagal na Baby Giru, to velja tudi omeniti. Ja. Ampak je tudi treba vedeti, da Omrzel je v Giru naredil vrhunski rezultat, ampak je tudi izkoristil, bom rekel, situacijo dirke. Ne vem, Jarno Vidar je padel. Se nič ne rečem, vedno zmaga najboljši, tako, v narekovajih najboljši. Pač, če hočeš zmagati, moraš priti do cilja. Ampak, če ne bi odštel vse dirke, kjer je kdo padel, potem nikoli ni noben legit zmagal. In je Omrzel zasluženo zmagal Baby Giro, ampak ne pomeni pa, da je imel najboljše noge v narekovajih, od vseh. Tako da enako je pa tle na svetovnem prvenstvu, ob te pravih situacijah, ne vem, da ima dober dan, ker tudi recimo reče, nisem imel dobrega dneva ali pa prehiter sem začel. Pač te mlajši kolesarji še nimajo takih izkušenj s svojim telesom, da bi točno poznali, kaj naredi, da boš tisti dan najboljši. Tako da ima pa sigurno Omrzel, vsi trije, bi rekel, Omrzel največ sicer imajo šanse za medaljo. Sploh pa tako, U23 pa junior prvenstva so spet zgodba zase glede taktike in veliko zmagajo nepričakovani kolesarji oziroma kolesarji, ki niso mogoče glavni favoriti. Ja, pa kaj misliš o Omrzelu, ko se to govori kot nasledniku Pogačarja? Nekateri mediji so ga že omenjali, kar je mogoče celo malce preveliko breme, zdaj da dajo na njegova ramena, ampak hype je bil ogromen, tudi po dirki po Sloveniji, zdaj tudi po teh uspehih. 19 let je šele star, zdaj nastopa med mlajšimi člani, torej do 23 let, kot si omenil v tem športu, zorijo nekako tekmovalci, tisti optimum ne dosežeš tam v zgodnjih 20-ih, ampak traja nekaj časa. In kaj misliš o njemu kot potencialu, kot recimo nosilcu reprezentancev čez 5-10 let, ko bosta seveda Rogla in Pogačar tudi mogoče tam čez 5-6 let, tudi on je začel zadnji let nekaj govoriti o upokojitvi in razmišljati o tem, kako dolgo bo še nastopal. Ampak kaj misliš pa o Omrzelu kot talentu in potencialu prihodnjem nosilcu slovenskega kolesarstva, recimo? Omrzel je sigurno talent, ki lahko postane, zdaj ne vem, če s tem želiš, ne vem, kot kolesarja za GC, za skupno. Ja, a je tekmovalec, ki je lahko potem tudi nosilec ene od profesionalnih ekip, bori za najvišja mesta na Grand Tourih, čez recimo 5 let. Sigurno je lahko, ampak ta pritisk, ki se zdaj ustvarja v smislu naslednik Pogačarja, pač tedaj je zelo hiter prišel na ta nivo. Vemo, da že na prvi Vuelti se je na stopničke pripeljal. In tle je mogoče malo nefer do Jakoba, ki je vrhunski kolesar, talentiran, ampak mu je treba dati čas, da dozori, da se ne daje pritiska v smislu s temi leti primerjati, da ne vem, tedaj je pa pred 21 že to vozil, ti pa še ne. Nič narobe, če se kolesar razvije pred 22 letih, 23 do konca, oziroma da postane, da naredi korak naprej še. Drugače pa Jakob ima vse predispozicije, da postane top kolesar za skupno razvrstitev. Zdaj, čist direktno primerjati s tedajem je pa to kar malo neferno. To je tako, kot rečeš, da bi vsakega košarkarja primerjal z Luko, ki je pri 18 bil MVP Evrolige, kar se ni še nikoli zgodilo. To so pač taki fenomeni in izjeme, ki, kot si rekel, nefer je v bistvu take primerjave na nek način delati. Ja, in ne pomeni pa, da nekdo, ki pa, bom rekel, če primerjaš zdaj z Luko, ki bo pa isto igral v NBA-ju, pa mogoče
bo starter v NBA-ju, pa rečeš, ta Slovenci pa za nič posketaša. In isto je pri Jakobu. Zdaj verjetno ne bo ponovil Tadejevih uspehov, ali pa bom rekel, toliko na gosto nanizal uspehe, ki jih Tadej niza, ampak ima pa vse prej, da zmaga tudi največje dirke nekoč. Ja, mislim, to je tisto. Je dovolj dober, je dovolj velik potencial, da lahko morda na kakšnem turu v prihodnosti, čez 5 ali več let, konkurira za stopničke. In po tvojem mnenju, vsekakor je dovolj dober. Ja, je pa enostavno javnost postala nekoliko razvajena. Ja, to je rekel, absolutno. Belgijci še danes niso pomogli od Merksa. V kakšnem smislu misliš opomogli? Da vse primerjajo z Merksom? Vse primerjajo vsega mladega takoj, a je to naš naslednji Merks, pa v bistvu zmagujejo prvenstva, zmagujejo ne vem kakšne dirke, ampak za njih ni nič dobro. Tako pač malo ta zaznamoval jih je s temi svojimi uspehi, da cele generacije jih nič ne impresionira. In to se tudi zdaj deloma dogaja pri nas, ker je enostavno tedaj toliko superioren. Absolutno, se to je konstantno, ta medijska pogruntavščina, ker vedno rabijo enega, ta klasični model, rabijo, nekdo mora biti naslednji ta. A je to naslednja Janja Garnbret, naslednji Luka Dončić, naslednji Pogačar, kot so zdaj govorila, ampak ja, v bistvu za vse je glavno. In to mi je bilo pri Luki v bistvu vedno všeč, ko so ga spraševali v mlajših letih, a si ti zdaj naslednji, pa so omenjali kakšna velika imena, ampak je rekel, ne, jaz hočem biti sam naslednji Luka Dončić. In to mislim, da je najboljši nauk za vsakega športnika. Naslednji, in takrat, ko se še ni vedel, seveda, kaj bo dosegel, ko bo starejši. Samo, da narediš najbolj, kolikor lahko. In to lahko zagotovo trdimo, da te športniki delajo. Bi tukaj med temi v tej generaciji mlajših članov, vse smo omenila reprezentanco, omrzel tisti, ki izrazito izstopa, ali misliš, da je še kakšen podoben talent v tej generaciji, ki ima podoben domet od teh? To sprašuješ za Slovence ali? Za Slovence, za našo reprezentanco. Anže Rauba recimo ima velik potencial. Tudi vsi vemo, da ima motor, sploh iz teh dirk v nižji. In on bi lahko bil nekaj v smislu, bom rekel, klasičar slovenski ali pa tako. Zdaj ne morem ga primerjati z Mohoričem, ampak na način Mohoriča. Erazem Valjavec je tudi zelo eksploziven, dirka na vseh terenih in odlično dirka, recimo takrat je na temu Paris-Roubaixu odlično vozil, ko sta z Omrzelom prišla sama v cilj, prvi in drugi, na temu Paris-Roubaix za te mlade. Tako da te generacije zadnji tudi, če prehajajo novi, v Sloveniji se z mladimi trenutno vrhunsko dela, in tudi, bom rekel, te lokalne dirke pokajo po šivih, tako da jaz sem prepričan, da bojo prišle še novi kolesarji, ki bojo lahko na najvišji ravni kolesarili. Tudi sam ta pot, bom rekel, do teh največjih ekip se je, če so tisti, bom rekel, Štangl, Hvastija, Hauptmann, pa potem Valjavec, se pravi Tadej Valjavec, odprli Pro Tour ekipe novi generaciji, ki zdaj vozi, je ta generacija Primoža, Tadeja, Mateja naredila to, da praktično že povohajo čisto vse svetovne ekipe. In kako hitro misliš, da bo Omrzel, ravno ko sva govorila, podpisal za kakšno od večjih ekip? Ja, se Omrzel že vozi za Bahrain, tako da iz tega vidika jaz mislim, da je on že v eni sredini. Kdaj bo pa v UAE-ju, to mene zanima. To mislim, ne bojo spustili tako lahko ven, ker je Bahrain, po moje, se kar lih na ta način, ker ima manj denarja in proba prej podpisati kolesarje, tako da mislim, da bo kar ostal v Bahrainu še nekaj časa. Kaj pa v tej generaciji mladincev, mladink, ravno zdaj si tudi omenil to dobro delo v mlajših kategorijah, tudi tukaj je nekaj obetavnih tekmovalcev in
Mogoče lahko tudi v tem načinu dela, ki več poveš v teh mladinskih kategorijah, ker vsakič, ko vidim kakšno fotko, ki jo vidim, Moderna kmetica tudi objavi, tvoja boljša polovica, iz kakšnih dirk vidiš, da je res masovno, ogromno publike, navijačev in tekmovalcev predvsem. Zaledje je res veliko za to majhno državo. Ja, zdaj sigurno, mislim, zaledje je veliko, pa prednost je ta v bistvu, da smo tako majhni, da so te dirke vse, bom rekel, imajo eno hojalno povezanost. Tam na enem kriteriju dopoldne dirkajo dečki, popoldne pa Pogačar. In v istem dnevu se tam zberejo od, bom rekel, trenerjev, ki so selektorji ali pa ki je selektor, do najmlajših in to se pogledajo. Tako da te povezanosti v bistvu, da bi koga zgrešili, praktično ni ali pa zelo težko. Kaj bi rekel, da je vse skupaj ena velika scouting služba. Ni tako težko najti talent vmes, če imaš vse pred očmi. Zdaj mladincev je kar nekaj dobrih in mislim, da bojo v prihodnjih letih to ni bata. Ekipe so kar močne. In tudi imamo tipe kolesarjev, ki se bojo lahko razvili. Čeprav je tako, da pri moških, pri mladincih se šele začenja videti neke obrise, težko je pa prav reči, ta bo pa res, bom rekel tako, vrhunski. Ali pa tudi, če dam primer Tadeja Pogačarja, saj je bil odličen mladinec, ampak noben, ko je bil mladinec, ni upal reči, tiš pa zmagal 3 ture. Tega tudi pri Tadeju ni bilo. Tako da je težko za mladince koga posebej izpostaviti ali pa koga, bom rekel, lahko hitro izpustiš po nepotrebnem. Kar se pa tiče žensk, ki so pa zdaj recimo Maruša Tereza Šarkezi je bila svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu. Ravno kar, sem videl, ko si objavil. Se je odločila, da ne bo vozila cestne dirke, medtem ko je Eva Trpinkela 15. na prvenstvu istem v gorskem kolesarstvu, bo pa vozila kot edina mladinka še cestno dirko zdaj. Te punce so pa, to je pa v bistvu, se tudi vidi, da so pri ženskah predozorijo in slovenske ženske mladinke so pa res močne pri ženskah. Tako da tle se pa lahko pričakuje, da v parih letih bomo imeli tudi na najvišjem nivoju dobre ženske. Ja, ne samo cestno kolesarstvo, ampak tudi v gorskem kolesarstvu, krosu, drugih disciplinah. Ja, zdaj je tako ta trend, ki so ga nekako še bolj mogoče vzpostavili, ta recimo Pidcock, Van der Poel, do neke mere Van Aert, ki vozijo več disciplin in to se tudi dosti pozna zdaj pri mladih, da postajajo vedno bolj vsestranski in tudi oni ne vidijo več težave v tem, katero disciplino vozijo. Tako da prehajanje med disciplinami je kar večje, kot je bilo pred leti. A pa v mlajših kategorijah spodbujajo potem tudi, da čim več različnih disciplin vozijo, oziroma kolikih disciplinah se pri nas tekmuje v mlajših kategorijah? Ja, tekmuje se pač v vseh kolesarskih disciplinah, kot ga posod po svetu. Čisto vse, gorsko, cestno, kros. Ja, BMX imajo tudi, BMX, to sem v bistvu presenetil, tudi če BMX. Ja, te kolesarske discipline je velika, ampak bom rekel tako. To je bil moj prvi kolo. Cestno kolesarstvo je nekako stičišče, na katerega pridejo gorski kolesari, pa mogoče dirkališni kolesarji. V Novem mestu kar veliko delajo zdaj, odkar imajo pokrit velodrom, veliko delajo na dirkališčnem kolesarstvu. A tudi na velodromu, ker to se mi je zdelo, da je bilo pri nas malce zapostavljeno. Ja, velodrom je stvar infrastrukture. Zelo specifično. To pa verjetno ne moreš iz tega prehajati na druge, ker gledam tudi, kako so grajeni. Najvišji range so v bistvu grajeni, kot bodybuilderi. Tam je spet odvisen, katero disciplino na dirkališču voziš. Recimo Filippo Ganna je olimpijski prvak na velodromu. O kakšni disciplini? Kronometru. A v kronometru. V čem pa tekmujejo tisti, ki so grajeni kot v šprintu? To so vse šprinterji, potem kaj, to 500 km? Ja, to so pač krajše discipline in tam
tam so pač grajeni primerno pač disciplini, ki jo vozijo. Če je disciplina kratka, so tudi temu pač bolj podobni bodybuilderjem, kot ti praviš. Ja, mislim, tisti ne morejo 50 km dol s tako mišično maso. Ja, ampak za osnovo, recimo, sploh za te mlajše, je pa dirkališče kolesarstvo odličen za, ne vem, izboljšanje tehnike, aerodinamičnosti, da kolesarju veliko enih dobrih stvari. Ja, in to nam je tudi manjko, ta pokrit velodrom, ki zdaj očitno deluje. Ja, v Češki vasi je vrhunski velodrom. In tudi v bistvu zveza je kupila kolesa, ki so stalno dol in si klubi lahko sposodijo kolesa, ko pridejo dol trenirati. Tako da tudi iz tega, bom rekel, logističnega je zelo dobro poskrbljen. Ja, to je odlično. Zaradi tega sem omenil tisto, ki mi je padlo tako v ušesa, ko sem slišal tisto izjavo. Če se bo tako delalo naprej, lahko res postanemo, ne vem, mogoče na nek način smo zdaj že kolesarska velesila. Če gledamo samo po uspehih, pa ne samo Pogačarja, on je seveda tukaj nosilec, glavni motor, ampak jaz mislim, da med 5 najbolj uspešnimi državami na svetu zagotovo in to po definiciji skoraj velesila. Smo bili drugi na svetovni lestvici dolg časa. Edini bomo z 9 štartali na cestni dirki, tudi jaz mislim, da nismo velesila trenutno kolesarska. Bolje vprašanje, koliko bo uspel obdržati recimo za naslednjo generacijo, koliko se bo uspela obnoviti ta selekcija teh najboljših, da ohranjaš nek nivo. V takem delu in interesu, kot ga vidiš za ta šport porastel, kjer res konstantno, mislim, na vseh inštancah, ne samo med mladimi, ampak tudi med rekreativci je gromozanski porast, se zdi. Ja, enostavno je postalo kolesarstvo, zdaj bom rekel, smučanje 2020-ih. Se pravi, če smo imeli v 80-ih, 90-ih smučanje kot tisti šport, ki so vsi počeli, oziroma ki je bilo govora samo o smučanju, je zdaj postalo na nek način to kolesarstvo. Ja, in glede na to, tudi kar si omenil, dobro delo v mlajših kategorijah, se po mojem za zaledje in prihodnost ni bati. Zdaj že spet. Novega Pogačarja, tak talent kot je Pogačar, se na svetu rodi enkrat na 50-100 let, kakorkoli, na kjerkoli na svetu, med 6 milijardami, 7 milijardami ljudmi. Tako da to ne moramo reči, ampak nove, odlične vrhunske kolesarje, ki bodo vozili za najboljše ekipe, vozili Grand Toure in morda na kakšnem celo potegovali se za najvišja mesta. To pa mislim, da se... Kaj misliš? Ja, jaz mislim, da to se ni za bati. Pač slovensko kolesarstvo bo ziher ostalo v stiku s temi najboljšimi in tudi kolesarji bojo v najboljših. Pač ponoviti Tadeja je pa čisto druga stvar in se mi zdi, da tudi če tega ne bomo nič narobe. Bo treba biti pač vesel, ko se zmaga, ne vem, samo ena dirka ali pa samo en tur, ne pa da pričakujemo. Mislim, si rekel, Belgijci še vedno vse z Eddiem Merckxom primerjajo 50 let nazaj. Ja. In to ni prijetno, oziroma postane nadležno in utrujajoče, če se mene vpraša. Ne, se popolnoma strinjam, ampak dajva kaj reči zdajle. A bi še kaj mogoče v svetovnem prvenstvu povedal? Ja, lahko poveva še urnika, da v nedeljo so ženske pa moški metru, potem v ponedeljek so U23 kronometri, torek so mladinci kronometri, potem v četrtek je U23 ženske, potem so juniori, se pravi mladinci, pa spet v petek moški 23 cestna dirka, se pravi tle bo mrzel dirkov, in potem v soboto ženska elit cestna dirka in v nedeljo 28. za zaključek še moška cestna dirka.
Torej, pester program in zagotovo si bo veljalo, da tudi kakšna od teh dirk, ne dvomim, da si bojo vsi ogledali, vsaj kronometer pa cestno dirko, ampak tudi ostale. Kdo bo pa prenašal pri nas, a se že ve, RTV? RTV Slovenija bo imela, ja. Aha, oni bojo imeli, po mojem, bojo prenašali tudi tekme mlajših članov pa mladincev, Ja, domnevam. ponavadi so kar vse prenašali. Upam, nisem pa nič preveril, kako bo s prenosom v smislu, kaj organizator zagotavljal kot prenos, ampak U23 bo zagotovo, mlajše člane. Ja, tako da, ja, sej, mogoče, če boš imel čas, se lahko tudi med savnim ali pa vsaj po cestni dirki nek recap narediva, pa bomo o tem še kaj več rekli. Ampak lahko pa zdaj, ko sva že omenjala Edija Merckxa, Pogačarja, te največje vseh časov, sem rekel, da bi bilo zanimivo tudi zdaj, glede na to, da se nekako recimo niso tolih dokončni konec sezone, so dirke še potem, ampak nekako recimo sezona se končuje, ni več tistih večjih dirk. Čeprav, ja, no, klasike zdaj jesenske bojo še nekatere. Ja, bojo te semi-klasike, pa potem Lombardija kot Lombardija je ta edina še, zadnji spomenik, pol jesenski še, kjer pa spet se bojo vsi Pogačarja. Ja, ne, sej to je tisto, kar sem želel tudi zdajle o njemu topiko načeti, namreč njegova izjemna sezona, spomeniki klasike, enodnevne dirke, začel jo je že na izjemen način. To sezono je osvojil Liš-Bastogne Liš, Strade Bianche, Valonsko puščico, bil konkurenčen na Paris-Roubaixu in tudi tej dirki, za katero je rekel, da ga bo ugonobila Milan-San Remo. Tako da tudi to je dobro odvozil, sicer tam mu ni uspelo zmagati. Te dve mu še manjkata med temi največjimi enodnevnimi dirkami, ampak seveda poleg tura še nekako zdaj že skoraj da samoumevno pri njemu ratuje res še ena izjemna vrhunska sezona, praktično neponovljiva, v kateri je pisal zgodovino in dokazal, da je ne samo najboljši kolesar na svetu, ampak da ga z razlogom zdaj že eni umeščajo v te go debate, dajo pred Merckxa, saj njemu obok, ampak ja, taka dominanca na enodnevnih dirkah, na turih, trotedenskih dirkah, kriterij po Dauphineu je dobil Dauphiné, za katerega si mi povedal, me izobrazil, da ni pravi kriterij, ampak se samo tako imenuje, to pripravo na tur, seveda. Mislim, kaj sploh še reči v tej sezoni in v Pogačarju, kar še ni bilo povedano, David? Ja, ne vem, pač vse zmaguje, kar lahko. Bolje vprašanje je, koliko časa bo imel še motivacijo za ta program, ki ga ima zdaj. Zagotovo pač ta Milano-San Remo bo probal in tudi mislim, da Paris-Roubaix mu je toliko priljubil vse, da ga bo vsako sezono probal peljati. Sponzorji pa ekipa bojo želeli pač ta Tour de France, da spravi skozi, pa mislim, da ne vem, koliko ima še potrpljenja za Tour. Misliš, da mu zmanjkuje motivacije za Tour? Treba je vedeti, da je to ful naporno, tako psihično, vse to dogajanje ob sami dirki. Poleg tega pa on, kot sam prav, po srcu ni kolesar za etapne dirke. Ker, če vemo, na etapnih dirkah nekje 5, 6, mogoče 8 etap on lahko proba zmagati etap. Vse ostalo mora voziti, da preživi. To pa njemu ni, on vsako dirko proba iti na zmago. Tako da z tega vidika ni najbolj navdušen nad Grand Touri. Zagotovo bo šel. Zanj, po mojem, to ni tisto pravo dirkanje. Dirka je vsaka dirka, greš na zmago in to je dirka. Ja. Po mojem, to je njegova filozofija. Ja, on rad dirka, tako ali pa drugače. Se spomnim, da je še, ne vem, še eno leto preden je, ali še so tisto leto, ki je vozil v Vuelto, pa je bil tretji, je peljal v Komendi
pravijo, da največjo vaško dirko na svetu, Mlinčki rejs, prijav se lahko vsak in tudi tam po nekih gozdnih potkah dirkaš z gorskimi kolesi. In je šel on to dirkat, zato ker je bil pač slučajno doma, organiziral je njegov trener bivši in je prišel dirkat. Tako da on rad dirka, on rad tekmuje s kolesom in take dirke, ki je bilo zdaj na turu, ki je šlo vse samo na preračunavanje pa na defenzivno vožnjo, v njej ni užival. Za zraven pa ves ta pritisk medijev, gledalcev, ker tam na turu je res to on super zvezdnik. Nikamor ne more iti, nič se ne more premakniti. Ker drugače na običajnih dirkah nima tajih težav. Tako da Mislim, super zvezdnik je povsod, katerikoli fan tega športa ga bo videl, kot Boga. Ne vem, recimo. Mislim, manj gledalcev, tur je poseben medij, tudi z vidika medijev. Seveda, gledalcev je next level. Je tudi veliko gledalcev, ki niso kolesarski, bom rekel, ne navdušeni, ampak drugačni gledalci so, drugi. Tur je sam po sebi dogodek, in je veliko tajih gledalcev, ki pridejo prav to, pogledati super zvezdnike. Ker če bi bil decembra v Ljubljani, ki je bil Pogačar prišel pogledati ciklokros, je stal v progi v plašču, kot vsi ostali in noben ga ni motil. Mogoče je še en otrok prišel do njega za podpis, ampak ni imel tega pritiska v smislu super zvezdnika, pa da se nikamor ne more premakniti. Na turu pa je tako, da praktično tam pred ekipnim avtobusom to bila nepregledna množica. Niti ogrevati se ne more normalno. Tako da iz tega vidika mu ta pozornost preseda. Iz dirkaškega vidika si pa enostavno želi te največje enodnevne dirke tudi voziti in imeti idealno pripravo za tur, pa enodnevno dirko je pa zelo težko. Sploh če je to Paris-Roubaix, bi tedaj zelo pasal imeti, 2 kilograma več, ali pa Milano je podobno. Na turu pa se tega ne more privoščiti. Tako da bomo videli, upam, da vztraja vsaj do 2029, če bo res štart v Sloveniji. Do katerega 2029 je štart v Sloveniji? 2029 planirajo, da bo Grand Depart v Sloveniji. Ja, o tem se je dosti govorilo, potem bo to res posebno leto za slovenski šport, domači Eurobasket, pa še začetek tura v Sloveniji in bomo imeli priložnost Pogačarja in Luko gledati doma na največjem odru, kar bo tudi poseben dogodek. Ampak ko gre za tur, dejansko so bile zanimive te njegove izjave o tem, da že razmišlja o upokojitvi. Nekako vidno utrujen se je zdaj od predvsem teh medijskih pritiskov, konstantno istih vprašanj, vseh možnih prcanj tudi, ki so na turu in vemo, kaj se dogaja in takšne in drugačne provokacije raznih medijev. Tako da po mojem dejansko, ampak po drugi strani se mi pa pri njemu tudi zdi, da ga mika teh 6 turov in vpis v zgodovino kot največji zmagovalec turov, najbolj človek z največ zmagami na turu, da seveda prehiti Edijevih, Merksovih 5 turov. Mislim, da je to nekaj, kar mu predstavlja, nek mejnik, ki ga želi doseči. Tudi iz vidika pogodbe in ekipe, mislim, da se turu ne bo mogel izogniti, vsaj do teh 6. Ne, to 100%, ampak mislim, da mu je to tudi osebno motivacija, nekaj, kar mu predstavlja še nek mejnik, ki ga želi doseči. Čeprav je zdaj rekel, po dirki v Montrealu je rekel, da je spet začutil veselje do dirkanja, pa da se dobro počuti. Čeprav je bil pred Kanado, ni treniral, ker je bil bolan, tako da ni točno vedel, kakšna bo forma, ampak je rekel, da je spet sproščen in da mu je spet fajn dirkati. Tako da to je podoben, jaz mislim, da ima on podobno, tako kot vsi, ki pridemo iz hribov, pa rečemo, ko smo utrujeni, kva mi je bilo treba in kol več, pa se spočiješ, pa je še 14 dni spet, pa čez en teden, Tako da mislim, da ima on podobno. Normalno, da je po sami dirki, po turu, ki je tako naporen, bila morala, utrujen je bil. Zdaj, ko se je pa spočil, pa spet drugače gleda na vse te stvari.
Ja, ne, mislim, zagotovo je zdaj le v bistvu niti še ni v najboljših letih. No, lahko rečemo, da mogoče še niti ni na svojem absolutnem fizičnem vrhuncu, zdaj pri 27. No, zdaj le bo v bistvu 27, če le. In zagotovo je ta njegov prime lahko traja še 5, 6, 7 let, mogoče celo kaj dlje. Sej, Rogla je tiste najboljše rezultate v bistvu dosegal šele po 30. letu. Ja, to sigurno, ampak treba je vedeti, da je on zelo kmalu začel zmagovati. In tudi Merckx ni tako dolgo vozil. Tako da to je težko vedeti, koliko časa predvsem bo zdržal psihološko, pač pod takim režimom treninga in vsega. Tako da on zdaj recimo, da prihaja v svoj prime, ampak prej, kot ta telesni prime, je ta težava v psihološkem, v sami motivaciji. Ja, ne, to se strinjam. Ravno to je tisto, kar ga je verjetno, kar se še bolj spraznil na nek način, psihično kot fizično. Pa je v bistvu to težko reči potem, ko odvoz, seveda, tur najbolj zahteven, verjetno fizičen preizkus na svetu med vsemi športi. Ampak ja, je verjetno psihično, mislim, je deloval psihično povsem spraznjen in zdaj, ko je na polno baterije, je seveda tudi ponovno motiviran in dejansko ima možnost porušiti rekord Eddija Merckxa. To je povsem dosegljivo in to je v bistvu, mislim, če mu to uspe, potem tudi če nič drugega ne doseže, pa bo zagotovo, seveda, tako kot si rekel, raje dirka na enodnevnih dirkah, na spomenikih, klasikah, to mu predstavlja največjo motivacijo. In se je rekel sam že, da v bistvu najbolj si želi, da zmaga na Paris-Roubaixu in Milan-San Remo-Milan, da to sta dve dirki, oziroma predvsem druga, da je nekaj, kar ne bo mu dal, mislim, da je dal eno izjavo v smislu, da ga bo ta dirka ugolobila, da ga bo pobral, če ne bo zmagal, nekaj tasga. Ja, predvsem spust na dirki Milan-San Remo, da ne ve, če ga bo preživel, če ne bo kmalu zmagal dirke. Poggio. Ja. No, to je pa, mislim, če Mohorič preživi tiste njegove vragolije, mislim, to je pa res gledance slučajno na YouTubeu mi je priporočil, ker sem neke cycling videe gledal, mi je priporočil algoritem tisti legendarni Mohoričev Mohotov spust na Poggio. In mislim, ni mi jasno, kako je ta človek vstal na kolesu. To je, mislim, res norc. Ja, ampak drugačno moraš opisati. Jaz mislim, da z Milanom-San Remo ne bo imel težav, da bi ga zmagal tedaj. Zato, ker ja, večji problem je tukaj Paris-Roubaix, mislim, tukaj še posebej. Ja, sploh zato, ker Paris-Roubaix je tako, da tudi ko si dober, imaš lahko, ne vem, tehnično okvaro in te premaga nekdo, ki recimo imel več sreče. Medtem ko na Milan-San Remo se mi zdi, da prej ali slej bo prišla štartna lista, ki bo ustrezala tudi tedaj. Tako da mislim, prej ali slej mu bo tudi to uspelo zmagati, to sploh ne dvomim, če bo le ostal v tej formi, kot je zdaj skozi drži. Čeprav on zdaj drži nek konstanten nivo, niti nima velikih nihanj, tako da se pravim, je na poti Edija. Ja, se pravim, nekateri mislijo, da ga je že prehitel, ampak dejansko tale Turov mejnik, če ga še postavi, ampak ko gre za enodnevne dirke in za njegovo dominanco v bistvu na klasikah in spomenikih, se mi zdi pa, da je že prehitel Edija oziroma pokazal, da je v bistvu neke vrste unikum v zgodovini kolesarstva. Iz športnega vidika ga je za moje pojme sigurno prehitel, zato ker je današnja konkurenca čisto druga, kot je bila, ne vem, leta 75 ali pa leta 70. Tako da iz tega vidika jaz mislim, da je on že najboljši kolesar vseh časov. Po številkah dosežeti Edija bo pa pravil še par sezon. Ja, to so vedno te, ko govorimo o GOAT-ih, največjih vseh časov, greatest of all time. Jaz vedno rečem, da je najbolj, da ima vsako obdobje svojega GOAT-a, ker tudi ne moreš
proti Merksu šteti tega, da ni imel seveda konkurence take, kot ima Pogačar, pač boriš se, oziroma tekmuješ proti tistim, proti katerim tekmuješ. Tega si ne moreš nasprotnikov izbirati. Se strinjam, ja. Ampak je enostavno današnji krog ljudi, ki to počne, pa čisto drugače takrat. Ne vem, z Eddiem Merksom je dirkal veliko manj nacij, veliko manj ekip, bom rekel, svetovnih ekip. Danes ekipe izbirajo svoje kolesarje iz celega sveta, da naberajo najboljše ali pa take, ki so sposobni. V času Eddija je bilo to veliko bolj lokalno. Ja, seveda. Šport je v teh 60-ih v bistvu tako kot vsak zrastel ogromno, ampak že spet to velja v bistvu za vse športe. Napredujejo, čas gre naprej in pač ne ostanejo legende v vsakem obdobju svojem. In ena od teh legend, vsaj ko gre za slovensko kolesarstvo, bi še kaj v Tadeju povedal, ali sem mislil zdaj na Roglo še iče eno legendo heroja slovenskih src, Rogla. Pa še eno stvar, v bistvu sem jaz hotel Pogačarju povedati. Ta dirka v Komendi, ki jo tudi organizira, pa to, kar dela za podpiranjem slovenskega kolesarstva, mlajših kategorij, si tudi velja. Mislim, da se ne govori o tem dovolj. Ker vidim, da pogosto vidim, kako mu kakšni gledajo v denarnico, gledajo v žep, pa mu očitajo, da recimo v Monaku živi, medtem pa on naredi več za slovenski šport, na eni strani za promocijo seveda države, na drugi pa tudi konkretno za podporo slovenskega kolesarstva toliko, da si zasluži za to pohvale in čestitke. Mislim, ne bi mu bilo treba. Mutan si, David. Že to veliko pove, da največja slovenska ekipa za mlajše je Pogi Team. To je bivši KD Rog, se pravi Pogi Team za fante, Pika Team, ki je pod pokroviteljstvom Urške, za punce, s tem, da zdaj še to U23 oziroma člansko ekipo, ki je prej Gusto, je zdaj to Pogi Team Gusto, tako da bi rekel, da je cel steber je Tadeja, kolesarstvo. Uspel mu je, ne vem, zaposliti ogromen svojih bivših kolegov iz mladinskih vrst, ki so zdaj postali trenerji in oni vodijo celotno to slovensko, mladinsko, se pravi kolesarsko, od tekmovanj do organizacije vseh teh prireditev. In tlele ima veliko zraven Tadeja, brez njegovih finančnega vložka in tudi, tako bom rekel, z imenom pa sponzorskih vložkov se to ne bi dalo. Tako da, recimo, že to je veliko, da vse cestne dirke za fincev v slovenskem pokalu so brez štartnine, se ne plača štartnine. Tako da vsak otrok, ki ima licenco kolesarske zveze, lahko brezplačno dirka na vseh teh dirkah. In to se ne govori, ampak tle ima Tadej ogromen prstov vmes in tudi skozi pazi, da se ta stvar razvija in da ne propade. Ja, absolutno. Zato sem to želel tudi, da izpostaviš, zaradi tega, ker je res nekaj, kar se ne govori dovolj. Preprosto vidim, da se o tem ne govori dovolj, da ne samo nas odlično predstavlja po svetu na največjih športnih odrih na svetu, največjem, celo v bistvu drugem Tour de France, saj po številu gledalcev drugi najbolj gledan športni dogodek na svetu, za seveda svetovnim nogometnim prvenstvom. Ampak tudi konkretno, sam se angažira, vlaga, pride tudi na vse dirke, zato sem tudi omenil to dirko po Komendi, ker sicer nisem bil, ampak že spet videl sem fotke, ki jih je Moderna kmetica postala. In je super, mislim, vzdušje se vidi res odlično in tudi na tak način dviguje popularnost športa, skrbi za to, da seveda mladi dobijo podpise, kar pa že posebej rad vidim, ko si te športniki vzamejo čas, ker vidiš, da tudi to je nekaj, kar taki športniki na tem nivoju ne počnejo tako, kot počne recimo Tadej ali pa že spet tudi Luka, si ne vzamejo toliko časa za otroke, navijače, vsakemu dajo podpis in jim ni težko, so seveda
zvezdniki na takem nivoju pogosto dosti bolj muhavi ali pa samo naveličani, ker je tok tega, ker seveda, ko si tak zvezdnik, se ti ves čas zgodi, da kdo hoče kakšen podpis in vse, in kakšne je tudi razumljivo, da se naveličajo malo tega, ampak Pogačar, Luka in podobni vidim pa nikoli in vedno so pripravljeni si vzeti tudi več kot dovolj časa za to. Tako da tudi to je nekaj, kar mislim, da je absolutno vredno pohvale in govori o karakterju Pogija. Ja, izvoli. Ne, vse si lepo zaključil, tako da prej si hotel še o Primožu, ne? Ja, hotel še, da še v njemu kakšno besedo, ker če že grejo sezone naših kolesarjev, mislim, da morajo tudi njegovo pogledati. Tudi za njim, mislim, sej je imel uspešno sezono, lahko rečemo, zdaj po menjavi ekipe, me predvsem zanima zdaj, kako gledaš na njegov status v Bori, zdaj po menjavi ekipe na njegove predstave, zdaj koliko je, leto ravno, nekaj več od menjave ekipe, leto pa pol, nekaj tazga, čeprav štejem. In kako se ti zdi zdaj ta del njegove kariere? Ja, zdaj treba vedeti, da on je star že tudi 35 let, tako da je nekje v tistem, rekel, zadnjih letih svoja prima nekje. Ne vem, meni se zdi ekipa dobra, tudi tako je, da jaz ocenjujem ekipe glede na material, ki ga imajo, oziroma finance, ki imajo za sam razvoj, ne vem, delo v vetrovniku, oprema in tako naprej. In tlele je z vstopom Red Bulla Bora sigurno dovolj močna za njega, ne. Kar se pa tiče konkurence znotraj ekipe, pa se meni to nikoli ne zdi neka bom rekel, prepreka, ker če si dovolj dober, ni dileme, da boš lahko šel naprej. Govorim na nivoju, kot je Primož v ekipi, kot je Red Bull. Zdaj, težava nastane, če si tam s tistim svojim, bom rekel, kolegom, ali pa če si malenko slabši. Ki je domačin. Ja, ali pa če si malenko slabši, ne. Ker če se ti vsem odpelješ, bi hitro pozabili domačina, ne. Treba vedeti, da tedaj je v narekovajih v italijanski ekipi, pa ni dileme, ne za Ajuza, ne za Del Tora, kdorkoli vozi, pa je lahko talent, pa karkoli, ampak UAE se še vedno šteje kot italijanska ekipa? Mislim, ne, to ne, pač licenca je prevzela UAE, ampak sama infrastruktura oziroma skladišča, baza, pisarne, vse imajo v Italiji. Kuharji, osebje, šoferji, je pa, bom rekel, glavnina italijanska, ker je to v osnovi italijanska ekipa, ne. Samo sponzor pa zastava je neke druge države. Tako da iz tega vidika, pač, če si dober, dobiš priložnost, ne. Tudi tako je, da ne vem, prej, ki je bil v Jumbo Vismi, oziroma danes je to zdaj Visma Lease a Bike, so se nekako izpeli, naveličali en s Primožem, ampak če bi bil dejansko Primož na nivoju Jonasa, bi imel priložnost, ne. Ampak takrat pa ni bil več na njegovem nivoju, oziroma preveč skupaj sta bila in so jo prepoznali večjo možnost v Jonasu, oziroma ko je v Jonasu osvojil tisti prvi tur, je bilo pol težko reči Jonasu, naslednje leto pa spet delal za Primoža. Tako da, če pa nisi najboljši, pa tura tako njegova, ne? Ali pa Gira, ali pa Vuelte. In ti pol ne pomaga iti, bom rekel, v eno slabšo ekipo. Je pa tako, da Red Bull bo še vedno imel dovolj dirk, da najdeš priložnost. Zdaj pa, če je pa tur tisto edino, kar si želi pa šteje, potem je pa tle dilema. Lipovic ovira. Ja, ni samo Lipovic ovira, ne. Ovira je še Jonas pa Tadeja, ne. Ne, seveda, ampak če imaš že znotraj svoje ekipe
pač oviro oziroma lahko problem s tem, kdo je zdaj kapetan, kdo za koga delati, potem ampak, seveda nima šans, da karkoli razmišljaš o končni razvrstitvi. ampak lahko tudi z druge strani gledaš, če imaš ti težave biti boljši od ekipnega kolega, ki je slabši od Jonasa Primoža, potem sploh brez vede, da razmišljaš, da boš boljši od Jonasa Primoža, če niti od ekipnega kolega ne moreš biti. Tako, na narekovajih. Tako da jaz mislim, da je bolj važno, da imaš ti ta pravi material v smislu opreme, to Red Bull ima, iz Specialized kolesi in vso opremo, vetrovnik ima Red Bull. Vse ostalo pa morajo pol kolesarji pokazati z nogami. Drugo pa je, če bi bil ti ful boljši, pa bi še vedno mogel za nekoga delati. To pa mislim, da se zelo redko zgodi. Mislim, na tej točki je po mojem še vedno boljši od Lipovica. Ampak ja, prihaja zadaj za njim in seveda. Lahko je boljši, ampak če se postaviš v vlogo športnega direktorja, če govorimo boljši na 4. mestu od 5. ali pa na 5. od 6. A je to sploh pomembno še? Mislim, ja, ne pol prevlada ta domačinski faktor, ki so ga omenjala, verjetno. Če govorimo, sem boljši, se borim za zmago, pol to pomeni. Če pa sem boljši, ti se boriš za 9. mesto, jaz pa za 8. Pa je pa to že tako. Pa kaj misliš, da je recimo domet Rogle na tej točki? V bistvu je 35 že, sem mogel prav pogledati, ker si je rekel 33, me zdaj, da je malo starejši. Ne, nisem rekel 33, ja sem rekel, pa sem se pa zmotil, ne, starejši je, ja. Ja, ne, 50 je očitno, mislim, to je zdaj že kar visoka starost za tisti najvišji nivo. Koliko misliš, da bo, ker recimo letos je bilo dosti teh debat tudi med samim turom, koliko časa bo Rogla še vztrajal, oni tudi dajo izjave v smislu, kako uživa v vsakem trenutku. Vse smo videli tudi tiste posnetke, kjer je tam na Montmartru v bistvu, a ni celo s publiko tam šel, da se objemu skordalo, mislim, vmes res počasi vozil in užival nekako v vzdušju. Kot da recimo nekako se zaveda, da je mogoče to, ne vem, celo njegov zadnji tur. Misliš, da je možno ali da bo še poskušal? Dokdaj ima pogodbo v bistvu sploh? Pogodbo ima še za 2026 iz Red Bullom. Je pa celotne, do konca naslednje sezone. Je pa tako, da tlej bolj, jaz mislim, da vprašanje v ženi njegovi, tako kot vedno, je tlej veliko v teh domačih odnosih, ker pač teh kolesarjev so veliko odsotni od doma. Zdaj trenutno je Lora še veliko spremljala Primoža z avtodomom, pa z otroci, zdaj ne vem, kako ima starega sina, ampak je že kar velik in mislim, da bo prejslej mogel iti v šolo. Ko grejo pa enkrat otroci v šolo, je pa treba biti vsaj z otroci več doma, en od staršev. In tlej jaz vidim prvo oviro, ki bi Primoža zabremzala, tako motivacijsko. Medtem ko sama starost, to, da bo, ne vem, da bo star 36, to se mi 38, celo do 40 leta, iz fizičnega vidika ne bi smelo biti težava, če bi bila motivacija. Je pa vprašanje, koliko je on sploh še sposoben dvigati to formo, če se bojo vsi vozili na nivoju Tadeja, ali pa da vsi lovijo. Zdaj, če je Tadej postavil nek nivo vatov, ki jih je treba obračati, koliko on še lahko napreduje. To je pa zdaj druga zadeva. Ja, no, to je potem že debata o tem, a se Rogla lahko še bori za tista, koliko je lahko konkurenčen recimo najboljšim in koliko ima potem tudi motivacije za voljo tega, omenil si otroke seveda, koliko ima pa tekmovalne motivacije, če ne more več držati stika s tistimi najboljšimi. Ampak ja, naslednjo tudi recimo pri samem Tadeju je lahko velika težava. Eni kolesarji najdejo tudi motivacijo potem, ne vem, ko niso več na tistem najvišjem nivoju, ampak vejo, da lahko še zmagajo. Tukaj smo videli zdaj v Quebecu, ki je Alaphilippe zmagal dirko.
Alaphilippe je bil 2-krat svetovni prvak, letos je bil, mislim, da celo brez zmage. Ampak je še vedno voz in trenira in evo, prejšnji vikend je zmagal v Quebecu dirko, ne. Tako da to, koliko se, ne vem, koliko Primožu pomeni, da bi pa v celi sezoni zmagal samo eno tedensko dirko ali pa Tadeju, da zmaga eno klasiko v celi sezoni. A je to še dovolj za njega, ne? Ja, ne, to je seveda tisto vprašanje, na katero lahko potem samo on odgovori, ampak v vsakem primeru, mislim, če gledamo njegovo kariero, vsakemu slovenskemu navijaču, ljubitelju tega športa, bi mu seveda tudi tisti, ki navijajo za Pogačarja, bi mu privoščili, da bi Tour osvojil, ampak verjetno tukaj je treba biti realen in povedati, da je verjetno tukaj ta priložnost zanj ni več nekako splavala po vodi, oziroma več možnosti, da se recimo bori za zmago. To drugače jaz ne bi rekel, zato ker A ja? pa ne iz vidika, da bo, ne vem, boljši od Tadeja ali pa boljši od Jonasa, ampak če gledamo na splošno zgodovino zmagovalcev, so vmes zmagovali tudi kolesarji, ki so že mislili, da je konec kariere, v narekovajih konec kariere, da niso več v svojem primu. Imaš sezone, ki pride dirka, ki je lahko nivo na dirki zelo nizek, tako da če ne voziš, pa sploh ne moreš zmagati, to se oba strinjava. Ja, to je res, zagotovo, verjetno njega najbolj srbi oziroma boli to, da ni osvojil Tura, da je imel priložnost, pa da mu to ni uspelo, in verjetno mu to tudi predstavlja še nek tak svet igral, ali kako bi rekel, belega kita v karieri, ki bi ga lahko, in ja, mislim, Tur, tako kot si rekel, nepredvidljiva trotedenska dirka, kjer se lahko vse zgodi, seveda, paci, mehanske težave, lahko tudi vplivajo na končni razpored, nikoli ne veš, ampak ja, mislim, me je presenetilo, da v bistvu ti očitno misliš, da bo še nekaj časa vztrajal in poskušal, zdaj, seveda, vprašanje vseh teh faktorjev, ki sva jih omenila, ampak ti se potem nagibaš bolj na to smer, da bo še nekaj časa vztrajal. Ne bo recimo po naslednjem letu, 2026, mutal si se spet mogoče. Ja, mislim, jaz sem predvsem mnenja, da pač, če ne proba, ne more zmagati, Zdaj, da bo zmagal na Turu, ko bojo, ne vem, Jonas, Tadej, pa še eventualno še kakšen v svoji top formi, to malo dvomim. Ampak skozi vsa leta do zdaj so bili vmes zmagovalci, ki greš gledati za nazaj, ne vem, kdo je bil prvi, kdo je bil drugi, komi verjameš, da je to sploh možno, ne vem, če gledamo zdaj Egana Bernala, še vedno je vrhunski, ampak se pelje na 10. mestu, zmagovalec Tura, Res, da je imel pol poškodbo hudo, ampak na splošno vmes so zmagovalci, ki niso bili mogoče v samem vrhu, in tudi ja, tudi Geraint Thomasa ni noben v bistvu 2018 videl vsaj pred začetkom dirke kot končnega zmagovalca ali pa vsaj za glavnega favorita. Ja, seveda, in teh kolesarjev takih je poln, tako da dejansko zdaj, ko gledam, ja, mislim, imaš tiste dominatorje, potem pa vmes, kot si omenil, Bernal, Thomas, Nibali, Andy Schleck. Ja, ne, mislim, dejansko so zmagovali vmes, pa že spet pride, če gremo še nazaj, doba Induraina pred dobo, kjer ni bilo zmagovalca, kjer zdaj vidim, sploh ga ni vpisanega v takrat. Čeprav sem pa zdaj opazil, ko smo bili na Turu, je bila tam recimo uraden transparent oziroma ozadje, ki so bili gor napisani vsi zmagovalci. In je bil Lance Armstrong napisan in je imel zraven samo zvezdico. Tako da to je že napredek, recimo.
Meni se zdi, kakšno je tvoje mnenje o tem? Ali se strinjaš s tem, da ni za tisto obdobje, ali se ti zdi, to je bila pač doba, kjer so bili vsi dopingirani? Meni se zdi sistemi zvezdico kar v redu. Ni se mi zdelo, ok, to, kar je bilo par let nazaj, ki je bilo kar prazno. Je bilo recimo 2005, pa ni bilo prvo mesto je bilo zbrisano, nobenega ni bilo. Na Wikipediji je dejansko od 99 do 2005 piše no winner. Ja, no to. Meni se zdi čisto v redu, da je napisan zmagovalec Lance Armstrong, pa zraven zvezdica, da se ve, mogoče za naše potomce, da je bilo to pač umazana leta kolesarstva, če temu tako rečem. No. Problem je v tem, da no winner je zaradi tega, ker dejansko potem, ko so seveda šli gledati za nazaj, so bili vsi dopingirani tam do 25. 30. mesta. Ja, in tudi recimo predvsem no winner, ko so vprašali Ulricha, če bi mu podarili zmago, pa je rekel, da ne, da pač za njega je bilo Vse so tudi ujeli. So ga prej, ja, ampak hočem povedati, da za njih je zmagovalec Lensa, Jaz mislim, da prav, da se da zvezdico zraven, da je pač ena opomba, ampak da se to pusti pri miru, tukaj je bilo pač nekaj. On je bil najboljši, še vedno so imeli vsi iste pogoje, vsi so imeli dostope do istega dopinga in tudi uporabljali isti doping. In Lance je bil najboljši med dopingiranimi in tukaj še vedno zmagal. Odvozil je fantastične dirke in na koncu zmagal. Mislim, da tak zgodovinski uspeh. Ne vem, zdi se mi, da je preveč moraliziranja okoli tega. Ja, to sigurno. Ne smatram pa Armstronga kot zmagovalca 7 turov. Tlele, recimo, kot smislu, kot nivo. Tlele, recimo, rečem, da ima največ zmag na turu, jih je 5, Tukaj ima recimo Indurain, pa nekdo Merckx in nekdo še ima pol 5. Mogoče, ne vem, Bernal Hinault še, pa mogoče Fignon ali pa Le Monde, da imajo po 5 turov. No, kakorkoli, pač to se mi zdi ok, ampak da se pa prav briše, pa reče no winner, se mi pa ne zdi ok. No, ampak če se vrneva na Primoža, jaz mislim, da v določenih okoliščinah on lahko še vedno zmaga dirke, tudi tur konc koncev. Jaz mislim, da na letošnji Vuelti bi bil konkurenčen. Vemo, kakšen je bil konc okoliščine, ampak čistko po dirkanju, konkurenci, časih, vatih. Glede na to, kar je pokazal, se mi zdi, da bi lahko celo Jonas čist lahko bi tudi to se zgodilo. Tako da iz tega... Ker Jonas ni bil impresiven ravno na tej dirki. Ne, daleč od tega, bi rekel. Čist lahko bi bil, ne vem, Primož pred njim. Reslošna Vuelta je imela, je po moje ena najslabših dirk, od karkoli spremljam kolesarstvo. Tako da tudi ni bilo veliko priložnosti za izvod. Pač na letošnjem Vuelti je šlo vse narobe, se je na koncu pokazalo. Od same zasnove trase do kdo je dirkal, do tega, kar se pol dogaja s temi protestniki, tako da enostavno dirka za pozabo. Ja, na koncu je bil še najbolj, če bi dal navednice, romantičen ti zaključek, ko so se sam kolesarji zvečer zbrali pa nekako proslavili v krogu samih tekmovalcev, zmagovalce. In se mi je zdela zanimiva, lepa gesta, ampak ja, tudi organizacijsko so povsem pogrnili in je dejansko bilo dosti teh, kot bi rekli, close callov, kjer je malo manjkalo, da ni prišlo do kakšne hude nesreče. In mislim, da bi morali v takem primeru seveda že prej verjetno prekiniti to dirko, kot so pol na koncu, ker so dejansko ogrožali varnost kolesarjev, če niso mogli seveda poskrbeti za varnost. Ja, se strinjam, to, kako so odreagirali na te proteste, oziroma kako so zaščitili kolesarje, to je prav kriminalno. To je mislim, ogrožali so kolesarje, ki niso nič krivi pa dolžni, in to se mi ne zdi ok.
Ja, ne, tukaj mislim, da se vsi ali pa vsaj večina strinjajo, da pač s tem, da če poškoduješ kolesarja ali pa športnika, ki nima nič za tem, proti čemer seveda legitimno lahko protestiraš, nič ne dosežeš s tem protestom, s tako obliko protesta, kvečem kontraefekt. Tako da je to res bilo, ampak mislim, da tukaj je ravno glavna krivda na organizatorjih. No, tukaj zaradi tega upam, da bodo tudi oni kaznovani. Mislim, ker niso poskrbeli, seveda, niso morali poskrbeti za varnost, ko so pa videli, da ne morejo, pa niso prekinili dirke. In to mislim, da je absolutno, ko si govoril o tem, kakšna zmeda je bila, to se mi zdi, mislim, res prav tako amatersko. No? Ja, to je čist na organizatorju oziroma na policiji, ki skrbi za red. Čeprav to je tako, da to se malo razlikuje po državah, imajo te pristojnosti. Ker recimo na Tour de France v Franciji, ko gre dirka po cesti, je cesta privatna. Se pravi, območje ceste, kjer poteka dirke, je v tistem trenutku, ko dirka poteka, prav privatna. In če ti narediš nekaj narobe, si tudi odškodninsko do tega podjetja. To imajo recimo zelo zanimivo zakon v Franciji. In ASO organizator, on ko najame cesto od države, za tisto uro ali pa ne vem, kot traja zapora 2, postane dobesedno najemnik objekta. In tudi sama zakonodaja potem v bistvu, karkoli ti na cesto skočiš, postaneš trespassing, kot da bi nekomu, kot da bi v eno privaten objekt vstopil. Ja, na privatno posej zemljo. In so potem tudi kazni veliko višje ob vsakem takem prekršku. Medtem ko čeprav vse na Turu so bliže taki, v bistvu ne tako, kot je bilo zdaj na Vuelti, ampak so pa bili, se spomniš, tisti anti-climate protest. Betonirali so se gor na cesto. Tudi zaustavili so, zabetonirati, kot si rekel, so se na cesto, pa mislim, da predtem še dlje nazaj so bili neki kmečki protesti, ko so s traktorji zaprli. Na Turu to ni nič neobičajenega, ampak je pa tudi tako, da so kar že do običajnih gledalcev so tudi na Turu, tam skrbi ne policija za red, ampak ta žandarmerija francoska in so federalci. V bistvu so kar to je neka mešanca med vojsko pa policijo, Ja. In bom rekel, da so kar fizični, recimo, da si zdaj iskal pravo. Ja, tako, recimo, že 2 ure pred prihodom kolesarjev, ko zaprejo recimo cesto, pa če se s kolesom peleš po tistem, ko reče, da je treba doliti, imajo ene take pendreke, imajo kratke in te kar po hrbtu, brez zadržkov, tako. Kar kresne. Pač veliko bolj si upajo, ker smo mi navajeni mogoče v tem sodobnem svetu od teh policajev. Pač tam te upa zagrabati za kravateljc. Ja, ne, ampak predvsem tudi, ko gre za organizacijo na Turu, mislim, vedno, ko pride do kakšnih ovir, nikoli ne vidiš, da bi bili kolesarji ogroženi zaradi tega, ampak prej zaustavijo in vse. Tukaj pa dejansko so imeli izgrede na cesti in so dovolili, da kolesarji mimo peljejo. Se mi zdi res kriminalno strani organizatorja, če vidiš, da ne morejo zadržati ljudi. V osnovi je to isti organizator, ASO, kot je na Turu. Ampak čisti isti ljudje? Ne, mislim, ista uprava, pač podjetje. ASO je privatna organizacija, ki je lastnik Tura in tudi lastnik Vuelte. Zdaj, operativci verjetno so lokalni, ampak ni tako, da ne bi imeli know-howa, kako narediti vrhunsko dirko, to hočem povedati. V ozadju je to ista organizacija, ki vodi obe dirke. Ja, zdaj potem tako amatersko vse skupaj izpadlo, tako nepredvidljivo pa vse, pa kaj zdaj, pa kaj vsake nobene dirke se ni vedelo, kaj bojo naredili, kakšne bojo razmere. In na koncu mene najbolj me zmotilo to, so bili kolesarji ogroženi, dejansko v nevarnosti in v takih razmerah preprosto. Mislim, da je padec, ki je eno njih zlaufal.
Ja. Mislim, da ga ni zadeval, ampak je kolesar reagiral, je No, zaradi sej, tega ja, potem ja. padel. Če sem prav videl na posnetku, ja, in dobro, ampak to je bilo še, recimo, mislim, da je bilo nekje sredi gozda, je en uletel, ampak govorim tudi o tistih množičnih protestih, kjer je pa več prišlo na cesto, na ulico in se je to videlo že vnaprej, da ne more policija take mase ljudi zaustaviti, ker na določeni točki res ne moreš. In tam potem preprosto, po mojem, mora organizator. Tisto primarno za organizatorja je varnost tekmovalcev, mora Ja, biti. Nič drugega. zagotovo. Tlele je bil flop organizatorjev, da to niso zrihtali. In zdaj tudi vprašanje, 2026 ne bi bilo štart tura v Barceloni in zdaj se že govori, da pač to ne bojo izvedeli, da ne zaupajo več Špancem, da bi to speljali. Tako da bomo videli, kaj bojo naredili. Ja, ne, kakšna kazen, se veš, vzgojna kazen, vedno iz tega se lahko nekaj naučiš. Ja. Ja, ne, videli, ja, ne, kako bo s tem, ampak vsekakor, ne, mislim, tole je bilo res zelo slabo organizirano strani teh španskih organizatorjev in tudi sama dirka, no se to si omenil, druga stvar je bila pa, da sama dirka, tudi ker niso bile te težave, ni bila ravno zanimiva, trasa ni bila letos dobra ali pa konkurenčna v tem aspektu in ja, ne, bi mogel imeti Jonas zdaj le zvezdico zraven za tale Grand Tour, ki ga je osvojil, ampak dobro, tudi njemu je ratal zdaj le še en Grand Tour, poleg seveda, ki ga osvojiti še eno GT dirko, tako da ja, sej, zdaj le sva že skoraj uro pa pol, tako da mislim, da je počasi čas, da zaključiva. Hvala v bistvu, da si vzel toliko časa, sem kar malo pozabil na uro pogledati, sva rekla najprej kakšno urico, ampak ker je bila debata zanimiva. A je še kakšna stvar, ne se bi lahko zdaj v slovenskem kolesarstvu, tudi seveda v ostalih, ki bojo na svetovnem, če so že ocenjevali sezone, mogoče te lahko sam vprašam še, kako bi recimo povzel sezone ostalih naših kolesarjev, ki so zdaj tako nekako bolj podrobno obdelali roka. Kaj misliš o ostalih, kakšno oceno bi dal, recimo, neko, če bi celostno sezono slovenskih kolesarjev v svojih ekipah, pa seveda se lahko še precej spremeni, lahko še višja ocena po svetovnem prvenstvu, tako da moraš malo rezerve pustiti. Ja, pač sezone še ni konca, ne, to je res. Tako da, ja, malo je škoda, ne vem, Mohorič, recimo, da zdaj je bil odlični v Kanadi. Ni imel sreče letos, to mu je samo manjkalo. Nikakor si ni mogel sestaviti te sezone, tako da skozi težave ali zdravjem ali kako drugače. Tako da zdaj pa prihajajo v formo, ampak se bojim, da počasi po koncu sezone oziroma bo zmanjkalo dirk za njega. Ne. V Italiji pol še nekaj bo pred Lombardijo, tako da tudi glede njega. Luka je itak zdaj konstanten, ne vem, mislim, da ima letos zadnjo sezono, je rekel, tako da mezga se pol s to sezono, če se bo poslovil res, tudi zdaj že v bistvu kar nekaj let v tem Pro Touru oziroma World Touru in veliko več ne more dodati. Ne. Tratnik ima tisto nesrečno poškodbo, smo tudi videli, da šele zdaj se je sestavil nazaj, da je lahko začel resno dirkati. Je pa fajn, ko prihajajo mladi, tukaj se prej že omenila Omrzela, pa še tudi ostali so, ki bojo prej tudi na teh večjih dirkah bolj v ospredju. Tako da jaz mislim, da sezona je itak s Tadejem bila vrhunska, ne bo pa nič slabše tudi v naslednjih sezonah. Ne, mislim, lahko je samo še boljš, okej. Zdaj le, dokler bo seveda Pogačar še tekmoval, lahko res skupaj s temi mlajšimi, ki prihajajo zadaj in kažejo potencial, lahko. Ja, se si rekel, v bistvu jaz sem te tako bolj previdno spraševal, nisem hotel preveč samozavestno reči, da smo kolesarska velesila, ampak več kot očitno smo in to v globalnem športu je nekaj še en od teh
slovenskih športnih fenomenov, ki jih je pa včasih prav težko pojasniti, če posebej kakšnim tujcem, kako je to možno. In se tudi Belgijci, Nizozemci, ostale velike kolesarske nacije sprašujejo, kako tudi Angleži ne nazadnje, kako za vraga tako enim 2-milijonskim Slovencem, mislim, 2-milijonski državi ratuje toliko talenta, imeti toliko kvalitetnih vrhunskih kolesarjev. In ja, lahko samo rečemo, da upamo, da se bo to nadaljevalo. In ja, mogoče boš tudi ti poskrbel za podmladek, vsaj kot na dirkah. Vsi trije. Zdaj sem videl, da je tudi najmlajši začel. Koliko časa pa on zdaj tudi tekmuje? Ja, zdaj mislim, da je prvo leto tekmuje. Aha, prvo leto. Se pravi, ja, vsi trije so zelo tekmujejo. Vsak vikend vidim na drugi dirki. Dokdaj imajo pa tam mali sezono? Ja, drugače, mislim, da je 7. oktobra je zadnja dirka tam na Brezovci, velika nagrada Avtomojstra, potem se pa zaključi sezona. Tako da Aha, oktobra. Ja, en teden pred Lombardijo, no. Tako da praktično enako kot zaključijo tudi pol člani, ne. Profesionalci, ja. Je kolesarski urnik nekako zanimivo, ja, ne, super. Ne, sej, vidim, da vsi, cela najbolj kolesarska družina na Twitterju ste, tukaj ni nobenega dvoma. Vidim, da vsi vate. Pol se pa začnejo ciklokros dirke, tako da pa spet naprej. To je pa tudi zanimivo, se to pa tudi tisto, kar se splača pogledati. Najbolj se splača, se pravi, tudi tradicionalno 26. decembra je kaj praznik, je v Ljubljani v Stožicah ciklokros in to je v organizaciji Pogitima in ponavadi, če ne dirka, pa vsaj pride pogledati, pa podeli nagrade Pogačarja, ne. Tako da to je en super tak dogodek, ki ni prevelik in se te stvari, da res otroci dobijo podpis, lahko se slikajo. Tako, zelo zdaj za super zvezdnika, bom rekel, zelo privaten dogodek. Ja, in to je nekaj, kar se zagotovo splača pogledati. Ja, pa še v Stožicah je pa ciklokros je recimo disciplina, ki se dogaja na majhnem področju in ti, ko tam stojiš, dirka traja recimo 1 uro. Tam pri hipodromu je to, ja. Ob Savi. In ti kolesarje vidiš praktično skozi, kako krožijo okoli tebe, no, tako da kar atraktivna disciplina. In tudi tam seveda od najmlajših do najstarejših. Ja, zjutraj začnejo dečki pa deklice, potem pa po kategorijah vedno do starejših, na koncu pa še elit se udari za zmago. Ja, in mogoče, ko bo to, pa lahko tudi potem, zagotovo še kakšno rečejo, ali pa zdaj, ko bo svetovno prvenstvo, če boš imel čas, te bom pobaral še za kakšen space, da kakšno oceno podal po cestni dirki, ampak ja, za vikende si ko zasedem z dirkami v živo zdaj, tako da se bova slišala, ampak v vsakem primeru pa hvala, da si zdaj vzel toliko časa, vedno so te pogovori super, ker jih ima polno informacij, imaš o tem športu, res obvladaš to topiko in to mi je tudi fino na naših spacih, vedno najdem kakšnega dobrega sogovornika, ki lahko ogromno dobrih informacij poda in že spet ti je tudi to uspel. Tako da hvala, da si vzel cajt in se bomo slišali. Hvala za vabilo. Lahko noč. Lahko noč, hvala vsem tudi za poslušanje. Soboto pa, če boste imeli čas, nogometni space, ki sem ga že napovedal, ta space bo pa tudi na voljo posnetek, kar sem pa tudi že omenil na YouTubeu, Sportinfo in tudi na vseh podcast platformah jutri zjutraj, tako da ga boste lahko tam poslušali, poleg svojega posnetka, ki je tukaj na X-u dosegljiv. To je to in se slišimo na naslednjem spaceu. Hvala in živijo.